Industrijsko konopljo pogosto omenjamo kot rastlino primerno za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje nanje in zavarovanje naravnih virov v kmetijstvu. Kot C4 rastlina, ki ne izvaja fotorespiracije in jo odlikuje intenzivna rast, učinkovito veže ogljik in ga shranjuje z veliko proizvodnjo biomase. Stebla, ki predstavljajo velik del rastline in vezanega CO2 v biomaso, se lahko uporabljajo za izdelavo trajnih naravnih materialov. Le-ti se vgrajujejo v različne proizvode in tako skladiščijo vezan CO2 za dolgo obdobje. Konoplja prav tako ne potrebuje velikih količin dušika, kolikor raste na tleh z dovolj organske snovi in primerno zračnostjo. Za gnojenje uporabljamo organska gnojila. Dognojevanje z mineralnim dušikom pa lahko celo škoduje kakovosti vlaken in semen. Je rastlina, ki je prilagojena na visoke temperature. Globok koreninski sistem in sposobnost zmanjšanja transpiracije povečata učinkovitost rabe vode in črpanja hranil iz globih plasti tal, s čimer je rastlina odpornejša na učinke tople grede, vključno s sušo in večjo vsebnostjo CO2 v zraku. Vendar pa raziskave kažejo, da čeprav je konoplja tolerantna na sušo, z izboljšanjem učinkovitosti porabe vode, sta zaradi pomanjkanja vode lahko pridelek in učinkovitost porabe dušika v veliki meri zmanjšana. Konoplja je znana kot rastlina, ki naj bi dobro prenašala sušo, slabe vremenske razmere, zato na njo pogosto računamo, ko govorimo o podnebnih spremembah. V letih 2021 in 2022 so bile razmere za rast konoplje dokaj neugodne. Prvo leto smo se srečevali z hladom in močo v času vznika in zgodnje rasti rastline, kar je povzročilo težave v razvoju koreninskega sistema. V času suše v letu 2022 so rastline začele seveda najprej odmetavati spodnje liste in marsikje smo prišli do situacije, kjer je dejansko listna masa ostala samo še v vrhu rastline, zaradi tega so bili cvetovi manj napolnjeni in kasneje potem seveda tudi semena drobnejša in manj polna. Tako je bil pridelek zaradi suše v letu 2022 precej manjši. Uvajanje konoplje kot strniščnega dosevka na kmetijah preprečuje erozijo in degradacijo tal, saj konoplja s svojim sestojem preprečuje vetrno in vodno erozijo po glavni kulturi in prav tako veže morebitni odvečni dušik iz tal. Hitra rast in sposobnost vezave težkih kovin in onesnaževal jo odlikuje tudi kot fitoremediacijsko rastlino, zato je nujno pred pridelavo konoplje za prehrano poznati sestavo tal in morebitno onesnaženost. Globok koreninski sistem, ki po spravilu ostaja v tleh, blagodejno vpliva na organsko snov v tleh. Pezdir iz konopljenih stebel se lahko uporabi tudi kot gnojilo. Uvajanje konoplje kot glavne poljščine v kolobar lahko ugodno vpliva na rabo hranil iz tal. Neuporaba FFS pa ohranja mikrobioto v tleh. Dodatno globok koreninski sistem izboljša dostop zraka v globje plasti tal, kar omogoča mikrobno aktivnost tudi v večji globini in s tem vpliva na rodovitnost tal.